Prav lepo pozdravljeni na današnji slovesnosti, ki v popoldanskem času že tradicionalno poteka ob obelisku zmage 1991. Ta 12 metrov visok in 20 ton težak spomenik delo akademskega slikarja in likovnega pedagoga Alojza Konca svojo tetraedrično obliko tvori premico Ribnice Ljubljana in povezuje tamkajšnji spopad z osamosvojitvijo in skrbi, da se ohranja spomin na dogodke iz naše polpreteklosti. Današnjo prireditev začenjamo s prihodom praporov veteranskih organizacij in dvigom slovenske zastave, ki jo bodo prinesli člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice. Moj začetni pozdrav velja vsem današnjim gostom, županu občine Brežice, gospodu Ivanu Molanu, predsedniku pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje, gospodu Antonu Supančiču, predsedniku območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Brežice Darku Udoviču, podpredsedniku območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje Igorju Iljašu, predsedniku policijskega veteranskega društva Sever Posavje Romanu Kržanu, načelniku 25. območnega štaba teritorialne obrambe leta 1991 Miti Teropšiču in seveda vsem gostom, praporčakom in veteranom območnih veteranskih organizacij Krško, Sevnica, policijskega veteranskega društva Sever Posavje, Zveze slovenskih častnikov Brežice in Združenje borcev za vrednote NOB Brežice. K pozdravnemu nagovoru sedaj vabim Igorja Iljaša, podpredsednika območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Spoštovane veteranke, spoštovani gosti in vsi prisotni. Danes smo zbrani tukaj ob tem obelisku zmage v počastitev Dneva suverenosti, dneva, ko se spominjamo naše preteklosti, naših dosežkov in naše sposobnosti, da oblikujemo svojo prihodnost. Suverenost ni le beseda,
temveč je temelj, na katerem gradimo našo skupnost, našo državo in našo identiteto. Ob tej priložnosti se spomnimo vseh tistih, ki so se borili, dali svoja življenja za našo svobodo in pravico, da se odločamo o svoji usodi sami. Njihov pogum in odločnost nas opominjata, da suverenost ni samoumevna, je vrednota, ki jo treba nenehno varovati in negovati. Danes, ko gledamo v prihodnost, se moramo zavedati, da suverenost ne pomeni le politične neodvisnosti, temveč tudi odgovornost do naših ljudi in narave. Moramo si prizadevati za družbo, ki temelji na enakosti, pravičnosti in spoštovanju. Suverenost je tudi v naših rokah, naših odločitvah, naših dejanjih in našem sodelovanju. Ves čas vsem pogumnim veteranom z naše občine, ki so se leta 1991 udejstvovali in borili v enotah teritorialne obrambe z domiciljem prav tu v Brežicah, bomo danes kot zahvalo za njihov pogumno dejanje podelili njihovim in našim enotam praporske zastave domicilnih občine Brežice. Veteranke in veterani, hvala, da ste danes tukaj. Bodimo ponosni na svoje dejanja, poskrbimo, da se nikoli ne pozabijo in še naprej skupaj gradimo našo suverenost. Če ob obelisku zmage pogosto srečujemo naše gimnazijce, ki svoje znanje pilijo v bližnji hiši učenosti, pa nedalec stran stoji še ena hiša učenosti, kjer pa se za življenje pripravljajo nekoliko manjše glavice, ki pa so včasih mnogo bolj vedoželjne. To so osnovnošolci osnovne šole Brežice, ki smo jih tudi tokrat povabili k soustvarjanju kulturnega programa. V mojem sanskem svetu se sanje podijo, vsak dan vsa bitja plod prijateljstva sadijo. Vsi svoje življenje na najboljši način živijo in se drzno proti zlo borijo. Ne poznajo temnih laži in skrivnosti, povsod najdeš sledi stare modrosti. Ne nosijo mask in lažnih obrazov, prav nič jih ni sram svojih porazov. Želim si, da bi tudi moj svet bil tak, da ne sramuješ se svojih napak. In seveda veliko ustvarjalnega navdiha še naprej pri pripravi svojih lastnih pesmi, ta je bila ena izmed njih, in pa seveda ravnateljici, ki je to vrstno sodelovanje svoje učenke podprla. Pred nami pa je še sklepno dejanje današnjega srečanja tu pri obelisku zmage 1991 in sicer sledi slovesna podelitev in razvitje praporskih zastav domicilnih enot teritorialne obrambe občine Brežice. Do sedaj so bile praporske zastave podeljene poveljstvu 25. območnega štaba teritorialne obrambe, 174. proti diverzantskemu vodu teritorialne obrambe Brežice in intervencijskemu vodu teritorialne obrambe Brežice. Danes bodo zastave podeljene 110. jurišnjemu odredu teritorialne obrambe Brežice, odredu teritorialne obrambe za posebne namene Brežice, 135. protidesantni četi teritorialne obrambe Brežice, 67. četi teritorialne obrambe Brežice, 68. diverzantskemu vodu teritorialne obrambe Brežice in zaščitnemu vodu 25. območnega štaba teritorialne obrambe Brežice. Vse domicilne enote teritorialne obrambe Brežice so leta 1991 aktivno sodelovale v osamosvojitveni vojni. Protokol podelitve in razvitja praporskih zastav bo ob sodelovanju župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, vodil upokojeni polkovnik Mitja Teropšič, namestnik poveljnika 25. območnega štaba teritorialne obrambe leta 1991. Izvolite. Člani domicilnih enot teritorialne obrambe Brežice v dvovrstni zbor. Na desno poravnaj se. Mirno.
Na mesto odmor. Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, da pred podelitvijo spregovorim in podam nekaj svojih misli. Teritorialna obramba Slovenije kot rezervna vojska je skupaj s slovensko milico leta 1991 zavarovala osamosvojitvene procese Slovenije. Zoperstavila se je glavni oboroženi sili Jugoslavije, Jugoslovanski ljudski armadi, ki je bila po vseh vojaških parametrih premočna in superiorna, ter jo v vojni kljub temu porazila in izgnala iz Slovenije. Posavci moramo biti še posebej ponosni na vse boje, ki so jih izbojevale vojne enote TO in milice, TO, ki so bile v sestavi 25. območnega štaba TO, ki je imel sedež v Brežicah. Pomembno vlogo v bojih in v ostalih operativno-taktičnih in logističnih nalogah so imele tako imenovane brežiške enote TO. Enote, ki so bile popolnjene z občani občine Brežice in so se usposabljale v 80. letih pod okriljem občinskega štaba TO Brežice. Pa na kratko poglejmo njihovo vojno pot, vlogo in naloge leta 1991. 110. jurišni odred TO Brežice je bil ustanovljen v 80. letih prejšnjega stoletja. Bil je največja enota občinskega štaba Brežice. Po uspešno izvedeni mobilizaciji junija 1991 je posedel položaje za obrambo mesta Brežic. Njegov jurišni vod je branil smer in barikade pri Prilipah in v boju 2. julija 1991 zaustavil močno oklepno bojno skupino JLA, ki je iz Hrvaške, iz Jastrebarskega prodirala proti Sloveniji. Odred je bil ponovno vpoklican jeseni 1991, kjer se je pripravljal za primer ponovne agresije JLA na Slovenijo. Odred TO za posebne namene je bil oblikovan in ustanovljen maja 1991. Popolnjen je bil z Brežičani, ki so predtem imeli vojaški razpored v enotah JLA. Odred se je uril in pripravljal na vojno ter dobil 27. junija ukaz, da blokira oklepno enoto JLA v Dobovi. Uspešna blokada je trajala nekaj dni. V tem času je odred dobil 3-krat ukaz za napad na oklepnike, ki pa je bil vsakokrat preklican zaradi napovedanih povračilnih ukrepov letalstva JLA z bombardiranjem in raketiranjem Dobove. 135. protidesantna četa TO Brežice je bila ustanovljena v 80. letih. Njena osnovna naloga je bila obramba vojaškega letališča JLA v slučaju zunanje agresije in vojne. Le nekaj dni pred vojno je bila četa mobilizirana in dopolnjena z dodatnimi pripadniki TO. Poslana je bila v Krakovski gozd z nalogo kontrole smeri Zagreb-Novo mesto in obrambo postavljene barikade na avtocesti na mostu preko potoka Senuša pri Krškem. Na položaju v Krakovskem gozdu je ostala do 30. junija 1991, ko jo je zamenjala druga enota teritorialne obrambe. 67. četa TO je kot večina enot TO bila tudi ustanovljena v 80. letih. Njena naloga je bila, da bi se v primeru vojne bojevala na desnem bregu reke Save, na taktičnem prostoru od meje s Hrvaško do Čateške kotline oziroma polja. V vojni leta 1991 je bila razmeščena na levem bregu Save in njena prva naloga je bila, da se pridruži enotam v Krakovskem gozdu tik pred bojem. Združenje ni bilo uspešno in četa se je premestila v Kapele. 4. julija 1991 se je četa razdelila na dva dela. Ukazano je bilo, da varuje protioklepne ovire na mostovih reke Sotle od Bizeljskega do Kapel, kar je tudi uspešno izvedla. Delovala je na dveh karavlah. 68. diverzantski vod TO Brežice je bil strogo namenska enota za izvajanje diverzij in rušenja pomembnih objektov, ki jih uporablja nasprotnik. Leta 1991 je bila enota nameščena v Pišecah. Ena od diverzantskih skupin je bila v sestavi intervencijskega voda TO Brežice. Diverzanti pa so postavljali mine na barikadah, na cestah ter 11. julija 1991 ob napovedanem ponovnem vdoru JLA v Slovenijo zaminirali vse barikade na mostovih in cestah, ki so vodile iz Republike Hrvaške. Zaščitni vod 25. območnega štaba je nastal iz zaščitnega voda ukinjenega pokrajinskega odbora Posavja leta 1990. Vod je bil najprej v sestavi
135. protidesantne čete v Krakovskem gozdu in v juliju prevzel naloge varovanja poveljstva območnega štaba na vojnem poveljniškem mestu v Sromlah. Na osamosvajanje in vojno leta 1991 se danes gleda kot na samoumevno pravljico. Vendar je to daleč od resnice. Teritorialci, državljani v uniformi so in smo bili porinjeni v labirint vojne, v katerem smo morali najti najkrajšo izhodno pot in ostati čistih in nekrvavih rok. Neki hrabri Zapečkar je dejal takrat: teritorialcem se tresejo hlače, ko vidijo tanke. V zrnu resnice se skriva njegov sram, skrit v omari, kot je bil on sam. Takih je bilo kar veliko. Nismo jih imenovali in tudi prešteli ne, saj niso vredni naše pozornosti. V nas teritorialcih ni bilo sebičnih želja ali celo krvoločnih dejanj, ki bi sicer lahko nastali kot vojni demoni. Želeli smo le svobodo, demokracijo in seveda samostojnost. To smo skupaj z milico in narodom tudi dosegli. In od takrat ne živimo v soju žarometov in luči kot zmagovalci. Bili in ostali smo skromni. Zato tudi danes s pomočjo občine Brežice in lastne veteranske organizacije podeljujemo vojaške simbole, praporske zastave, ki so za vojake svetinja. Tistim enotam, ki so seveda to zaslužile. S tem bomo ohranili spomin in tudi čast poštenim in hrabrim bojevnikom TO. Danes je povprečna starost teritorialcev iz leta 1991 okoli 65 let. Z minuto molka se spomnimo vseh padlih in ranjenih v vojni leta 1991 in že pokojnih nekdanjih teritorialcev. Slava jim! Prosim, da pristopijo posamezni poveljniki vojnih enot, in sicer poveljnik 110. jurišnega odreda Darko Srčič. Poveljnik odreda TO za posebne namene Brežice Srečko Štangl. Poveljnik 135. protidesantne čete TO Darko Udovič. Namestnik poveljnika 67. čete TO Brežice Viktor Andrejaš. Poveljnik 68. diverzantskega voda TO Brežice Anton Pšeničnik. In predstavnik zaščitnega voda 25. območnega štaba TO Brežice Anton Supančič. Velja za pripadnike TO v postroju. Mirno! Mirno! Za zastave častni pozdrav! Častni pozdrav! Spoštovani teritorialci in bojevniki, predajamo vam praporske zastave vaših vojnih enot teritorialne obrambe kot simbol in hkrati zahvala za vaša hrabra dejanja v času osamosvajanja in vojne v Sloveniji. Nosite jih ponosno in visoko dvignjeno v spomin na našega padlega bojevnika Jerneja Molana, na vaš boj in v spomin na teritorialno obrambo, ki je v vojni leta 1991 obranila in zavarovala osamosvojitvene procese. Naj ne bo nikoli pozabljeno.
Odvijte zastave. Pozdrav zastavam. Za koga smo se bojevali? Za Slovenijo. Prosim, da stopite v postroj. Na mesto odbor. Dovolite mi, da se še enkrat v imenu vseh teritorialcev in veteranom, županu občine Brežice in občinskemu svetu zahvalim za podelitev domicila in vso pomoč, ki jo občina nudi pri delu domicilnih enot in tudi veteranske organizacije. Župan, hvala lepa. Čestitke veteranom, veterankam in vsem državljanom ob dnevu suverenosti. Hkrati pa čestitam tudi občankam ter občanom občine Brežice ob prihajajočem občinskem prazniku. Vse lepo vam želim in lep dan še naprej. Hvala lepa. Župan, prijete še se, prosim. Nekom tle se bomo dala, da razvojo slika. Iskrene čestitke ob razvitju praporskih zastav in naj v resnici ne bo nikoli pozabljeno. Spoštovani, spoštovane, iskrena hvala za vaš obisk, še posebej vsem gostom, da ste nas počastili s svojo prisotnostjo. In še enkrat hvala govorniku Igorju Ilješu in Sergeji za njen nastop. V nadaljevanju vas vabim v Viteško dvorano Brežiškega gradu, kjer bomo ob 18. počastili dan suverenosti. Hvala lepa.